Spoštovani udeleženci, pred nami je še ena zelo zanimiva, lahko rečemo tudi izzivalna tema, z naslovom Vseživljenjska karierna orientacija in svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih. Bo namreč tekel panelna razprava, ki jo bo vodil magister Miha Lovšin iz Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Izvolite. Hvala lepa. Torej, danes bom nastopil v vlogi strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo in naj na začetku povem, da že samo dejstvo, da je ta tema uvrščena na letni posvet, nas navdaja z zadovoljstvom in dejansko optimizmom za delo naprej. Zdaj, kar se tiče mogoče zgolj kratke terminološke pojasnitve, bomo pa verjetno potem v razpravi lahko še kaj več o tem povedali. Izhajamo dejansko iz tega, kar je neka dost široka skupina že 3 leta nazaj sklenila, se dogovorila, dosegla konsens, torej ta angleški termin guidance, ki se dogovori, so se tako v najširšem smislu pojmuje kot svetovalno delo, ena od zvrsti pa je karierna orientacija ali karierno svetovalno delo. Tukaj imate tudi napisano, kdo je v tej skupini sodeloval, je pa to drugač citat iz terminološkega slovarja. Bolj kot sam izraz je pomembno vsebina, kaj ta dejavnost, ki jo v različnih okoljih v slovenščini drugače poimenujemo, predstavlja, in tudi sam se bom navezal na zelo inspirativen nagovor državne sekretarke danes, tudi iz te definicije dejansko izžareva ta rekonceptualizacija dela in pa zaposlovanja, torej ne gre več zgolj za neke fiksne poklice, ampak dejansko za življenjsko pot in pa to, kar nam v tej življenjski poti pride nasproti. Osnova te definicije je sicer v osnovni obliki zapisana že v resoluciji iz leta 2004, tako da je dejansko že dolgo med nami. Današnja panelna razprava bo nekako v duhu prezentacij ali pa bomo rekli v duhu današnjega posveta potekala, se pravi najprej bomo pogledali, kaj imamo, kakšno je stanje, kaj smo dosegli, potem se bomo osredotočili na izzive, ovire in potem na konkretne načrte. V tem smislu bomo tudi razpravljali z vsemi današnjimi panelisti, tako da jaz recimo iz stališča naše strokovne skupine na kratko navajam, kaj so za nas bistveni dosežki, torej tako ali pa kako je področje pri nas urejeno, tako iz organizacijskega stališča kot iz zornega kota dokumentov, ki to področje ureja, navajam dejansko tiste najbolj ključne. Mogoče o sami strokovni skupini, katero danes tudi zastopam, par besed. Gre za skupino, ki je imenovana za obdobje 13-20 in v kateri so dejansko zastopani vsi socialni partnerji in pa resorna ministrstva, ki se jih področje svetovalnega dela dejansko dotika. Se pravi, tukaj lahko vidite, kjer so bistvene naloge, ta koordinacija dejansko izrednega pomena. Zakaj? Ker je naše področje izrazito medsektorsko. Tako imamo ga tako na področju izobraževanja, na področju dela, brezposelnosti in jasno skozi vsa življenjska obdobja.
Nekako krovna organizacija, ki ima tudi zasluge, da je ta strokovna skupina nastala, je Evropska mreža za politike, pač mi jo prevajamo kot politike vseživljenjski karierni orientaciji oziroma European Lifelong Guidance Policy Network. Ta skupina deluje že od leta 2008, se pa za njo v organizacijskem smislu tudi v letu 2015 predvidevajo spremembe. Danes je bilo že govora o tem premiku skrbništva na komisiji iz direktorata za izobraževanje in kulturo na direktorat za zaposlovanje. Hkrati pa bo ta mreža v prihodnje podvržena tudi reorganizaciji v smislu združevanja aktivnosti. Zaenkrat se odprto, vendar še neuradno govori o združevanju z mrežami Euroguidance in pa EURES. Bomo pa videli, kaj nam ta prihodnost prinaša. Zaenkrat imamo mandat do konca leta 2015, je pa v Sloveniji nacionalno telo sestavljeno iz predstavnikov obeh ministrstev, nevladne organizacije, Društva za karierno orientacijo, Centra za poklicno izobraževanje in pa šole za ravnatelje. Vsi člani so sicer tudi člani te širše strokovne skupine, tako da je zagotovljen pretok informacij. Kot ime samo pove, gre dejansko, ključno je področje politik in pa jasno izmenjava strokovnih mnenj gradiv na tem področju. Slovenija aktivno sodeluje v dveh delovnih skupinah za področje kakovosti in za področje veščin, zmožnosti vodenja kariere, kakorkoli se career management skills predstavlja. Nekako dve ključni aktivnosti, ki ostajata tudi v letu 2015 za nas in za mrežo zelo aktualni. Če govorimo o izzivih, moram reči, da sem na današnjem posvetu z zadovoljstvom spremljal prezentacije kolegov, tako iz zavodov kot iz ministrstev, in dejansko se kaže oziroma sem optimističen glede ozaveščenosti odločevalcev politik, čeprav nas pa po drugi strani marsikaj še čaka v prihodnje. Tudi glede usklajenosti med posameznimi deležniki je še marsikaj potrebno postoriti in pa tudi usklajenosti in sodelovanju izvajalskih inštitucij. Se pravi, s tem področjem se nas veliko ukvarja in kljub temu, da imamo strokovno skupino, včasih prihaja do tega, da se ne slišimo, da ostaja prazen potencial za skupno delo in tako naprej. Preden grem na naslednji izziv, moram povedati, da smo zelo zadovoljni, da imamo iz strani dela dejansko sogovornika iz sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendiranje, nam pa taka organizacijska enota ali pa pač kakšna podobna oziroma en sogovornik, ki bi pokril celo področje, manjka na resornem ministrstvu za izobraževanje. Moram reči, da z večino kolegov, če govorimo po posameznih področjih, dobro sodelujemo, vendar bi veliko pripomoglo k napredku, če bi dejansko imeli nekoga centralnega. Kar se tiče zakonodaje, imamo Zakon o urejanju trga dela, ki zelo natančno opredeljuje področje, je pa recimo, če pogledamo Zakon o izobraževanju odraslih, ta dejavnost zelo skromno ali pa skoraj ni eksplicitno zapisana. Tudi v krovnem zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje je zgolj minimalno omenjena v enem členu. Se pravi, tukaj imamo
tudi zelo močne izzive. Prav tako nam manjka enotna strategija ali pa pregledna strategija in tukaj bomo tudi v okviru naše strokovne skupine delali, da jo dejansko naredimo. Naslednja skupina je izobraževalna mreža za usposabljanje svetovalcev. Vi veste, s kakšnim izobrazbenim ozadjem ali pa s kakšno izobrazbeno podlago ljudje svetujejo, dejansko pa so potem prepuščeni samo izobraževanju. Zdaj za nekatere ciljne skupine je to boljše organizirano, za nekatere slabše, je pa zagotovo še zelo veliko manevrskega prostora tukaj. In še en izziv, ki se mi zdi zelo pomemben, znanstveno-raziskovalna dejavnost na področju svetovalnega dela. Govorim o akademskem nivoju in recimo, da rečem, še vedno mogoče kdaj terminološke zagate izhajajo tudi iz tega, da neke resne akademskih podlag ali pa oddelka, ki bi to razvijal, nimamo. Pri načrtih smo radi konkretni, tako da to, kar smo tukaj zapisali, tudi imamo resen namen uresničiti. Zdaj ta publikacija Moja kariera, ki je nekako praktično naravnana na uporabnika skozi celo vertikalo, se pravi od predšolskega obdobja do tretjega življenjskega obdobja, z konkretnimi priporočili, informacijami, kako in kaj pred posameznimi odločitvami, mejniki v življenju. Prav tako z ožjo skupino že močno sodelujemo na publikaciji Politike na področju vodenja kariere s priporočili, za katere upamo, da bodo tudi podlaga za pametno organizacijo pri razpisovanju in pa potem implementaciji projektov iz prihajajoče nove perspektive in verjetno še tudi za nadaljne delo. Že omenjena strategija, ki jo imamo resen namen napisati in doseči njeno veljavo, in pa jasno, kar je tudi zelo pomemben namen naše skupine, da se skoordiniramo pri razvojnih projektih iz teh različnih finančnih virov. Toliko bi imel jaz za kratek uvod, tudi na vaših programih lahko preberete sodelujoče v današnji panelni razpravi. Bi se pa v tem duhu današnjega posveta tudi na ta 3 vprašanja osredotočili. Kolege iz javnih zavodov bom povabil predvsem, da odgovorijo na vsa 3 vprašanja. Od kolegov iz ministrstev ste veliko že slišali danes o tem, kakšne izzive imajo, kakšne dosežke smo dosegli, jih bomo pa vprašali potem o načrtih, kar je, jaz mislim, za vse nas zelo pomembno, potem pa jasno sledijo vaše vprašanje. Tako da jaz bi mogoče kar iz leve proti desni začel s prvim vprašanjem, pa mogoče Andragoški center, če lahko poveste ključne dosežke, mogoče še enkrat povzamete, nekaj je bilo že slišanega danes. Ja, hvala Miha. Zdaj mogoče za uvod, da res nekako v zadnjih letih zelo intenzivno sodelujemo različni javni zavodi, ki pokrivamo kar včasih iste ciljne skupine, predvsem pa svojo specifiko. Zato smo se tudi dogovorili, da v tem prvem vprašanju izpostavimo vsak od nas, kaj je tista specifika, v nadaljevanju pa tudi, kaj so tiste skupne točke, kjer se dopolnjujemo.
Zdaj, prvo, kar bi rekla, specifika na področju izobraževanja odraslih in tisti, ki me poznate, veste, da radi rečem, poleg svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih tudi andragoško svetovalno delo. Zdaj, ko iščemo te utemeljitve in polja svojega delovanja tudi v sodobnih konceptih in če pogledamo to opredelitev, ki jo je Miha na začetku predstavil evropsko, ki govori o svetovalnem delu v kontekstu vseživljenjskega učenja, bi nekako lahko rekli, da zajema te tri vidike, tako poklicno svetovalno delo, izobraževalno kot osebno in izobraževalci odraslih veste, da zelo rada rečem, da mi je všeč, da to prvo piše guidance in the context of lifelong learning in poti v izobraževanju. Mislim, da tista naša specifika na področju izobraževanja odraslih je pomagati, odpirati poti za vključenost v izobraževanje in lahko bi rekla, da bi nekako govorili o 4 ključnih ciljih. Na eni strani, kot sem že rekla, pomoč pri vključevanju v izobraževanju, na drugi strani tudi pomoč pri organiziranju v procesu izobraževanja. Tle smo zlasti v oporo pri odpravljanju ovir, da bo to izobraževanje čim bolj učinkovito. Vse bolj dodajamo tudi to svetovanje za ovrednotenje znanja, kompetenc, ki jih posamezniki, zlasti v tem polju svetovanja, poskušamo tista znanja, ki jih posamezniki prinašajo iz neformalnega in priložnostnega učenja. In to, kar rečemo, kaj je tista stična točka, večkrat se me vprašajo, kaj je stična točka do tistih aktivnosti, kjer dajejo v ospredje načrtovanje kariere. Rečem, tista je stična točka, ko se načrtovanje kariere povezuje prvenstveno z vključevanjem v vseživljenjsko učenje in izobraževalec odraslih ima to specifično znanje, vedenje, poznavanje, da zna posameznika pripeljati do različnih poti na poti vseživljenjskega učenja. Bom pa poudarila, da se vidimo, da smo tle komplementarni drugim. V tej luči smo, ko bi odgovorila, kaj so ključni dosežki, tudi razvijali v zadnjih 15 letih to svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Ne morem mimo tega, sicer sem tudi v tej vlogi, da vodim to področje, da smo se prizadevali nekako vzpostavili to na eni strani mrežo regionalnih svetovalnih središč, kjer poskušamo na nek drug pristop doseči čim širši krog odraslih in na drugi strani, da krepimo to svetovalno dejavnost, ki je povezana z neposrednim izvajanjem izobraževalnega procesa. Tle se tudi nam na ACS-u včasih očita, da smo še premalo naredili, trudimo se, da krepimo ta delež. Moram reči, da vidim, da tudi to, da je zdaj v strukturi cene programov izobraževanja posebej opredeljeno tudi koliko ur naj bilo temu namenjeno, čeprav ste slišali, nismo tudi mi še zadovoljni s tem obsegom, daje to težo. S tem tudi mislim, da se daje večjo prepoznavnost vlogi svetovalnega dela v samem izobraževalnem procesu in tudi, bom rekla, širše v kontekstu razvoja in načrtovanja kariere odraslega na celotni njegovi poti. Mogoče tudi jaz sem si tako pripravila, pa ni potrebno, da sem dolga, ker je že danes v uvodu državna sekretarka to izpostavila, da je pomembno, da mislim, da predvsem tisto svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki smo jo do zdaj razvijali kot javno, brezplačno dobrino, povečujemo dostop in posledično tudi dejansko vključenost predvsem ranljivim ciljnim skupinam in da mislim, da je to bilo v zadnjih letih kar veliko narejeno. Moram pa reči, da z vidika svetovanja opažamo v zadnjem času eno pomanjkljivost. Poleg brezplačnega svetovanja potrebujemo tudi brezplačne možnosti izobraževanja, kajti te tudi dejansko pomenijo vključenost in to, kar sem si posebej zadala, da ne smem pri dosežkih, mislim, da s tem, kar smo do zdaj naredili, tudi pomembno vplivamo pri preprečevanju socialne izključenosti. Pa mogoče še nekaj v številkah, nekaj je tudi že magistra Katja Dovžak izpostavila, koliko je bilo teh vključitev v samo svetovalno dejavnost, pa rečem tisto, ki je bila tudi mogoče bolj v okviru te mreže regionalnih središč v 5-letnem obdobju preko 120.000 odraslih vključenih, pa predvsem bi še en ta dosežek v tem obdobju izpostavila, da smo res naredili ta premik, da gre izobraževalec odraslih kot svetovalec ven iz prostora in da skozi mobilno svetovalno službo, skozi promocijske aktivnosti, svetovanje na delovnem mestu, svetovanje tudi v zaporih, v romskem naselju, to dejavnost dejansko približa skupinam, ki so izključene, ki niso še dovolj vključene v izobraževanje.
Bom kar jaz nadaljevala. Jaz prihajam z Zavoda za zaposlovanje, torej je jasno, da naša specifika je morda v tem, da bolj svetujemo za zaposlovanje kot pa za izobraževanje, ker so to potrebe naših strank. Kar se tiče vključevanja v izobraževanje, seveda vključujemo brezposelne tudi v izobraževanje, vendar mogoče bolj, če bi se navezala na dopoldanski del, pa na gospo Barletovo, mogoče bolj v tistem ekonomističnem smislu, skratka delamo tiste stvari, ki jih potrebujejo delodajalci oziroma ljudem dajemo tiste kompetence, ki jih želijo delodajalci, zato da se lažje zaposlijo. S tem pa vsaj, kar se svetovalne dejavnosti tiče, ne pozabljamo tudi na eno drugo komponento, to pa skušamo pripeljati na ta način, da upoštevamo interese posameznika in njegove želje, ker vemo, da to pomeni tudi bolj dolgotrajno zaposlitev in večje zadovoljstvo tako zaposlenega kot delodajalca. Če bi rekla nekaj glede naših dosežkov v zadnjem obdobju, nas je pravzaprav življenje prisililo v to, da smo morali spremeniti način komunikacije z našimi strankami, zaradi tega, ker od 2008 do 2013 recimo ali pa 2014 se je več kot podvojilo število brezposelnih. Mi nimamo normativov, torej je bilo treba s temi ljudmi, ki smo jih imeli na razpolago, opraviti to, kar je bilo nujno, in zaradi tega smo bolj krepili neke druge poti, se pravi predvsem izkoriščali smo splet, postavili smo portal Poišči delo.si, potem prenovili smo e-svetovanje, v letošnjem letu smo v okviru jamstva za mlade pripravili tudi en spletni portal za mlade in v končni fazi dali smo na internet program Kam in kako, ki ga verjetno vsi uporabljate tudi pri vašem delu. Potem še eno stvar smo krepili, to so karierna središča. Mogoče je prav, da vam na tem mestu povem, da so se s septembrom v bistvu centri za informiranje in poklicno svetovanje preimenovali v karierna središča. Ta središča smo krepili svetovalci, ki so na razpolago za to, da ljudem pomagajo pri uporabi nekih samopostrežnih orodij in pripomočkov, dajo informacije, tudi manjši obseg svetovanja opravijo in pa v teh kariernih središčih poteka cel niz nekih krajših delavnic, predvsem bolj na temo iskanja zaposlitve in veščin iskanja zaposlitve. No in ne nazadnje, kot dosežke štejemo tudi stvari, ki smo jih razvili v nekaterih projektih, ki pa presegajo samo zavodski namen, ampak smo te stvari delali za celo področje, za vse, ki se ukvarjate s kariernim svetovanjem, in sicer tukaj bi rada povedala, da je bilo razvitih več kot 30 pripomočkov, ki so vam vsi na razpolago na spletnem portalu Spleti svojo kariero, in pa da smo izvajali izobraževanja za vse, ne glede na to, ali ste prihajali iz izobraževanja, ali smo prihajali iz zavoda, ali iz kadrovskih služb, skratka z vsi, ki se srečujete z načrtovanjem in vodenjem kariere. Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je ravno tako kot Zavod za zaposlovanje izvedbena inštitucija. Naša specifika pa je ta, da če dela Zavod programe za brezposelne, jih delamo mi večinoma za podjetja in za njihove zaposlene. Delamo tudi programe za povezovanje šolstva in gospodarstva in pa podeljujemo štipendije oziroma sofinanciramo podjetjem kadrovske štipendije. Zdaj pa, če gremo na naše ključne dosežke, v okviru programa vseživljenjske karierne orientacije
smo v obdobju od leta 2011 dalje, odkar izvajamo program VKO, uspeli vseživljenjsko karierno orientacijo v celotni razsežnosti uvesti v 370 podjetij. V aktivnosti je bilo vključeno več kot 14 000 zaposlenih in to, na kar smo pa najbolj ponosni, so pa res tisti merljivi rezultati in učinki tega programa. Recimo pri podjetjih se rezultati programa kažejo predvsem v zmanjšanjem številu reklamacij, zmanjšanjem izmetu, manjšem absentizmu, nižanju deleža absentizma in fluktuacije, to sem že rekla, pri zaposlenih pa v boljši komunikaciji, medsebojnih odnosih, zavzetosti in pa motivaciji za delo. Sofinancirali smo 3 vrste aktivnosti. Prvo je bila postavitev temeljnega kadrovskega procesa, to je bila izdelava pravilnikov, recimo sistemizacije, prenova kadrovskih evidenc, pa tudi morebiti izdelava modela kompetenc za podjetje, ki je, če je izdelan kakovostno, lahko odlična podlaga pri nagrajevanju, napredovanju in ocenjevanju zaposlenih. V drugem sklopu so podjetja izvedla profiliranje zaposlenih in potem izdelala načrte osebnega in kariernega razvoja. V tretjem sklopu pa so se realizirala izobraževanja zaposlenih. In sicer predvsem z vidika, predvsem usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pa pridobivanja mehkih kompetenc. In to, kar je bilo nam v največje veselje, je bilo to, da so zaposleni vključevanja v taka usposabljanja doživljali kot priznanje in kot nagrado. V letošnjem letu smo izvedli tudi nekaj sklopov delavnic v Ljubljani, v Mariboru in v Celju, ne, ni res, v Ljubljani, na Primorskem, v Kopru in v Celju. In te delavnice smo izvedli z tistimi izvajalci, ki so jih delodajalci sicer najbolje ocenili in vsi udeleženci so bili navdušeni nad udeležbo v teh usposabljanjih in so jih ocenili v smislu, končno je država nekaj dobrega naredila za nas, končno smo imeli občutek, da nekdo misli na nas, da vidi, kakšne potrebe imamo in da mu je mar za to, kaj delamo. In to so tiste stvari, ki nam dajejo motivacijo tudi za naprej. Hvala lepa. Zdaj, če poslušamo, smo dejansko lahko kar, moram reči, zadovoljni. Je pa absolutno na tej poti pri vsakemu zagotovo kar nekaj ovir, problemov oziroma izzivov, ne? Tako da mogoče gremo kar to pogledati. Kar se tiče teh ključnih ovir, ki sem si jih jaz zapisala za naše področje, smo se tudi danes že nekako dotaknili. Ključno, s čimer se srečamo na področju svetovalnega dela v izobraževanju odraslih, da se nas včasih malo potiska na drugo plat, zato ker je v ospredju svetovanje za potrebe trga dela. In tle vedno znova potrebujemo to širši pogled in utemeljitev, da izobraževanje odraslih ni samo za delo, ampak za osebni razvoj, za družbeno delovanje in to je to, kar smo danes že govorili. In svetovalno delo v izobraževanju odraslih podpira vse te dimenzije. In tle tudi vidimo, da je ključ za spodbujanje, za motiviranje odraslih, tako da se vključijo, kot tudi potem, da postanejo aktivni učeči se odrasli. Za nas je tudi, bom rekla, včasih ovira, da pravzaprav pokrivamo zelo široko ciljno skupino, od mlajših odraslih do odraslih v tretjem življenjskem obdobju, da imajo različne potrebe z vidika vključevanja v izobraževanje in da se včasih seveda te naše poti z vidika izobraževalnega svetovanja srečajo z kariernim svetovanjem, tako ko govorimo o zaposlenih in o brezposelnih. In mislim, da to, kar je bilo v preteklosti ovira, pa zdaj ni več, da zato na tem področju tudi več sodelujemo vse te službe, predvsem tudi z zavodi, ki smo danes prisotni v tem panelu. Še eno oviro bi, da se srečujemo z nestabilnim financiranjem te dejavnosti, da potrebujemo trdnejše sistemske pogoje, si že Miha ti uvedel, je potrebno dopolniti tudi z vidika opredelitve tega področja Zakon o izobraževanju odraslih in je potrebno opredeliti normativne podlage, predvsem tudi v smislu zaščite uporabnika, da bo dobil kakovostno storitev in da bo dobil tisto, kar potrebuje. In izziv je, da je v bistvu vse več potreb po vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje in tudi ta vidik, da so čim bolj uspešni in učinkoviti na poti učenja. Ja, če nadaljujem, v
Ovira, ki jo vidimo, je to, da bomo verjetno kot javni zavod morali narediti vso to dejavnost, ki jo opravljamo, a ne v bodoče verjetno z manj sredstvi. Največji problem za nas ta moment je v bistvu število brezposelnih. Če je Tanja rekla, da je v ospredju svetovanje za trg dela, moramo reči, da tudi mi na zavodu ugotavljamo, da včasih je v ospredju bolj posredovanje, zaradi tega, ker je to pač v tem trenutku bolj nujno kot pa karierno svetovanje. Potem problemi, s katerimi se srečujemo, je razkorak pri naših strankah glede kompetenc, ki jih zahtevajo delodajalci in kompetenc, ki jih imajo. In pa ravno tako bi rekla, kot je že prej Tanja omenila, tudi mi nimamo neke enotne skupine naših strank, ampak imamo zelo različne stranke, ki zahtevajo različne pristope pri delu. In še nekaj, zavedamo se, da v bistvu vključujemo tudi določene ranljive skupine. Če smo letos recimo naredili več na zaposlovanju mladih, se bomo morali v bodoče lotiti tudi dolgotrajno brezposelnih, verjetno še kakšne druge ciljne skupine. Na skladu ugotavljamo, da je karierna orientacija za zaposlene zelo omejena oziroma da imajo v praksi dostop do kariernega svetovanja le določene skupine zaposlenih. To so večinoma vodilni kadri in pa perspektivni kadri v večjih podjetjih. Za ostale zaposlene pa se pričakuje, da bojo za svojo kariero poskrbeli sami. In to je ena stvar, ko lahko rečem, da je naš skupni izziv. Nadalje, zaposleni tudi niso informirani o tem, kje poiskati pomoč z namenom kariernega svetovanja. To dejstvo je potrdila tudi CVFOP v publikaciji Career Development at Work. Ugotavljamo tudi, da je za karierno orientacijo zaposlenih bolje poskrbljeno v večjih podjetjih, zato so naši izziv predvsem manjša podjetja, mala in pa srednje velika podjetja, ki največkrat sploh ne razpolagajo z ustreznimi kadri in znanjem ali pa ne morejo najti ustrezne pomoči. Eden od izzivov sklada je tudi, kako doseči ustrezno zavezo vodstva, ker je od zavedanja vodstva o tem, da so oni uspešni ravno toliko, kot so uspešni in motivirani njihovi zaposleni, odvisno v kakšni meri podprejo izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije v njihovem podjetju, ali vidijo to zgolj kot izgubo časa in kot zmanjšanje produktivnosti, ali pa vidijo to kot priložnost za povečanje inovativnosti, povečanje produktivnosti in konkurenčnosti podjetja. In v primeru ustrezne zaveze vodstva se tudi aktivnosti neprimerno bolje izvajajo v podjetju in so tudi rezultati boljši. Zato razmišljamo za naprej, da oziroma pri nadaljnih programih vseživljenjske karierne orientacije, da bo to vedno prvi korak, ali da bi bila podjetja izbrana na osnovi zaveze na osnovi ugotovljene motiviranosti vodstva, ali pa da bi bil to prvi korak ene delavnice s temi ključnimi kadri. Naslednja težava, s katero se srečujemo, pa je glede standardov kakovosti izvedenih storitev. Tu je v Sloveniji še eno področje, ki ga je potrebno pokriti, ti standardi kakovosti niso dorečeni, pa bi bil to tudi eden naših skupnih izzivov za naprej. Tudi tako, kot ste že kolegici povedali, izvedba programa VKO, tudi za podjetja in za zaposlene je trenutno odvisna od sredstev Evropskega socialnega sklada. Finančna perspektiva se izteka, za naprej smo predvsej v negotovem položaju, sploh pri programih, kjer se pa že pokaže en dober rezultat in eni konkretni in merljivi rezultati, v praksi je smiselno zagotavljati kontinuiteto izvajanja programa. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi vseeno mogoče komentar dal na to, da izzivi ali pa problemi, ki se kažejo, po mojem mnenju še vedno kažejo na ta razkorak med paradigmo, kjer je bilo ključno posamezniku pomagati pri odločitvi ali pa doseči, da bo prišel do nekega rezultata zaposlitve, in pa paradigme,
ki je dejansko ni več toliko stara zdaj, ne, lahko rečemo, da že zagotovo 20 let, kjer je bistveno to, da posameznik dobi veščine, kompetence, da zna dejansko svojo kariero uspešno voditi, se pravi, da zna dobiti delo, da se zna preusmeriti, da vidi priložnosti in tako naprej. In se dejansko to kaže na vseh teh nivojih, ki so jih kolegi omenili. Zdaj, kar se tiče načrtov, nas seveda tudi vse zanima, kam gremo in kaj imamo takega na mizi, da bomo tudi uresničili. Ja, Miha, prav pri teh nadaljnem razvoju moram reči, da moram k tej paradigmi, ki si jo izpostavil, dodati, da v izobraževanju odraslih rečemo tudi pomoč za večjo kakovost življenja, svetovalna podpora in spodbujanje, vključevanje v tista izobraževanja, ki prispevajo k tej večji kakovosti življenja in zlasti mogoče to še na katerih določenih življenjskih obdobjih, danes je tudi dr. Berletova izpostavila tretje življenjsko obdobje, ampak to, kar opažamo, zlasti srednje generacije so začele opuščati to kakovost osebnega življenja in moramo mi kot izobraževalci odraslih na to opozarjati in mislim, da prav skozi svetovalno delo tudi lahko to delamo. Zdaj nam je pogled naprej seveda resolucija nacionalnega programa za izobraževanje odraslih, kjer smo opredelili svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot tudi eno ključnih podpornik, ki lahko prispeva k uresničevanju vseh zapisanih strateških ciljev. Ni časa, da bi zdaj bolj podrobno o tem govorila, ampak bi samo na ta vidik. Če želimo leta 2020 doseči 19% vključenost odraslih v vseživljenjsko življenje, kar pomeni glede na leto 2012 14,5%, kar velik skok navzgor in če želimo vključiti tiste, ki sicer niso izobraževalno aktivni, moramo kar dosti intenzivno razvijati in spodbujati, da se izvaja svetovalna dejavnost. Zdaj, Andragoški center stoji z razvitim modelom ISIO kot regionalne oblike organiziranosti svetovalnega dela, vsekakor pa zraven podpiramo, da se krepi tudi vloga svetovalnega dela, tako kot sem že rekla v uvodu, v izobraževalnem procesu. Tle mislim, da je potrebno naprej še nadgrajevati te možnosti strokovnega spopolnjevanja, tudi premislek o sistemizaciji svetovalca v izobraževanju odraslih in, kot je bilo že prej rečeno, bolj trdnih normativnih podlag za delo na tem področju. Tle tudi vidimo, da je, ko bi rekla, lahko tudi veliko tega skupnega, tako da bi mogoče še to, kaj mi vidimo kot skupno, mislim, da moramo se na tem področju, ko bi rekla, če govorimo krovno o vseh teh vidikih svetovalnega dela, potem pa v specifikih, pa verjetno tle na vrhu dogovoriti o nekih skupnih standardih kakovosti, tudi kar je kolegica Meta izpostavila. Mislim, da razvita orodja, ki so bila pri pomočki, ki jih uporabljamo v različnih omrežjih, so lahko uporabna pri delu različnih profilov svetovalcev in tudi v tej smeri smo že v zadnji perspektivi OP-ja razvijali in upam, da bomo tudi naprej. Še več pa nas verjetno čaka, kar je tudi Miha izpostavil, mogoče pri tem bolj komplementarnem grajenju sistema usposabljanja delavcev na področju, strokovnih delavcev na področju tega širokega polja. Govorimo o možnostih zagotavljanja skupnih modulov usposabljanja, potem specifičnih in to, kar želimo v izobraževanju odraslih, tudi zagotavljati potem prehode med različnimi delovnimi mesti in tudi na osnovi tega boljšega načrtovanja kariere strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih. Torej, iskati sinergije in komplementarnosti v tem skupnem strokovnem sodelovanju. Naši načrti so, da bomo krepili sodelovanje z drugimi inštitucijami, tako kot smo že v tem obdobju to počeli, da bomo za naše stranke krepili svetovalna središča in pa da bomo krepili usposobljenost tudi naših svetovalcev. Če pa govorim potem o svetovalnem delu, pri tem pa želimo, da bo naša dejavnost bolj kvalitetna, zato bomo bolj se osredotočili na to, kar deluje, bolj bomo
ciljno usmerjali stranke na vodenje kariere, učili jih bomo veščin vodenja, potem delali bomo na način opolnomočenja, coachinga in gradili bomo na prednostih, ki jih imajo naše stranke, ne pa na tistih pomanjkljivostih, ki jih včasih same izpostavljajo. Pa še nekaj, že do zdaj smo bili del ene zgodbe na področju karierne orientacije. Na zavodu smo imeli 2 projekta, ki sta, že prej sem rekla, presegala samo, bom rekla, same meje zavoda, ampak sta bila ta 2 projekta v bistvu povezovalna za vsa področja. Upam, da smo z dosedanjim delom dokazali, da znamo pogledati tudi čez naše meje in da bomo lahko to nadaljevali. V teh projektih pa delamo stvari ravno to, kar je Tanja zdaj govorila, ki so skupne za vsa naša področja. To se pravi, začeli smo že delati na standardih kakovosti oziroma na smernicah skupnih za vsa področja, skupno izobraževanje, potem skupna izobraževanja, promocija in pa razvijali smo orodja za vodenje kariere. Skupni izziv za nas vse je kontinuiteta izvajanja storitev vseživljenjske karierne orientacije v podjetjih in za zaposlene, ki se že malo ponavljamo, in pa kvaliteta izvedenih storitev, se pravi določitev teh standardov kakovosti za vseživljenjsko karierno orientacijo. Zdaj, kar bi pa izpostavila kot specifične skladove cilje, pa morda ta, da pri projektih, ki se vežejo na zaposlene, je, kot že omenjeno, spet ključnega pomena zaveza vodstva. Sočasno s temi ukrepi pa je treba izvajati tudi ukrepe za ostale zaposlene s poudarkom na ranljivih skupinah. Tudi program vseživljenjske karierne orientacije, ki ga sedaj izvajamo, je sestavljen na način, da so podjetja, ki so bila vključena v aktivnosti, vključila v storitve vseživljenjske karierne orientacije vse zaposlene. In s tem smo zagotovili, da so bila deležna storitev vseživljenjske karierne orientacije tudi ranljive skupine. In kljub temu, da sem prej povedala, da imajo vodstveni kadri načeloma že dostop do storitev vseživljenjske karierne orientacije, je še vedno zelo pomembno oziroma država ne sme zanemariti ukrepov namenjenih ključnemu oziroma vodstvenemu kadru. Predvsem to področje ozaveščanja o pomenu razvoja kadrov je tisto, ki mu je treba dati poseben poudarek. Na skladu si želimo tudi, da bi bili zaposleni deležni storitev vseživljenjske karierne orientacije tudi neposredno na skladu, ne zgolj posredno preko podjetij, da bi ustanovili pri nas eno, središče, kjer bi se lahko zaposlene osebe obrnile neposredno na sklad in dobile kvalitetne storitve vseživljenjske karierne orientacije. Velik poudarek pa bomo sigurno dajali še naprej na visoki kvaliteti izvedenih storitev in to je tisti fokus, ki bo na skladu ključno vodilo pri izvajanju storitev vseživljenjske karierne orientacije v prihodnje. Izvajanje aktivnosti mora imeti viden in merljiv učinek na konkurenčnost podjetij in pa seveda na zadovoljstvo in uspeh zaposlenih. Hvala vsem trem. Bi zdaj povabil k odgovoru na vprašanje glede načrtov za nadaljnji razvoj skupnih in pa specifičnih še obe kolegici iz ključnih ministrstev, ki se dotikata področja vseživljenjske karierne orientacije oziroma svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Prosim. Kolegica z Ministrstva za šolstvo mi je prepustila. Zdaj tako, moramo prvo pogledati, kaj smo naredili. Zdaj ste slišali iz v bistvu iz 4 inštitucij, kaj smo naredili s pomočjo Evropskega socialnega sklada v zadnjih nekaj letih, predvsem bolj intenzivno v zadnjih 3 letih.
Ko pa prihajamo do naslednje perspektive, je bilo treba pa povezati vse zgodbe med seboj. Ko smo začeli razmišljati o tem, kaj bomo delali v naslednji perspektivi do leta 2020, smo mogli pogledati, kaj je bilo narejenega. Videli ste, da je to veliko, vendar ni vse. V ta del, kjer imamo andragoški center, govorimo o regionalnih svetovalnih središčih, ISO-jih, potem govorimo na Zavodu za zaposlovanje, govorimo o nacionalni koordinacijski točki, ki je za nas krovna točka povezovanja vseživljenjske karierne orientacije v Sloveniji. Govorimo o vseživljenjski karierni orientaciji za brezposelne, vzpostavitvi pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo, to smo naredili na zavodu, nekaj je že bilo povedanega. Druga izpeljava je bila narejena na vseživljenjski karierni orientaciji za zaposlene osebe. Del karierne orientacije se je poznal tudi pri kompetenčnih centrih, ki jih je vodil tudi Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Z naših sredstev je pa potem ministrstvo pristojno za izobraževanje naredilo tudi še en projekt, in sicer vzpostavitev kariernih centrov na univerzah. To je še en segment na področju visokega šolstva in imamo zdaj 4 karierne centre univerz, se pravi 4 so. Imamo tudi 2 fundaciji, ki se prav tako ukvarjajo z nekim vseživljenjskim kariernim svetovanjem in nenazadnje ne smemo pozabiti šolske svetovalne delavke v osnovnih in srednjih šolah. V tem segmentu, se pravi, smo spravili celotno svetovanje v nek kontekst, ki ga želimo v naslednji perspektivi tudi izvesti. Pojavlja se je ideja, ali bom pa rekla, bi bilo bolj primerno potreba po vzpostavitvi 2 kariernih centrov za mlade. Kot veste, je OP razdeljen na vzhodno in zahodno regijo in bomo probali, se pravi, poskusno projektno zastaviti 2 karierna centra za mlade, kjer bi probali poiskati sinergije med deležniki v regiji. Nacionalno koordinacijsko točko, ki stoji na Zavodu za zaposlovanje, jemljemo kot, sem že prej rekla, kot krovno točko, ki povezuje vseživljenjsko karierno orientacijo v Sloveniji. V tem delu vidimo to točko kot tisto, ki bo opolnomočila vse deležnike, ki sem jih prej naštela, tako z določenimi kako naj rečem, produkti in tako naprej. Se pravi, da bomo imeli vsi na razpolago vse. Se pravi, vsak od teh segmentov, ki sem jih prej naštela, bo lahko uporabljal vse. In bo to nacionalna koordinacijska točka, bo zbirna točka vseh izdelkov na področju vseživljenjske karierne orientacije. Se pravi, nič ne bo ostalo skrito, vse bo ostalo odprto. Zdaj, jaz tudi razumem, da glede na to, da imamo danes letni posvet izobraževalno odraslih in jemljem svetovanje kot osnovno dejavnost vsakega izobraževalnega zavoda. Jaz tudi kot pedagog in hkrati andragog gledam na izobraževalne centre, da je ena od ključnih dejavnosti vsakega izobraževalnega centra, ne glede na to, ali je to javno ali zasebno, tudi svetovalno dejavnost, in jo ne izključujem iz procesa na katerikoli od teh organizacij. Menim, da mora biti prisotna v takšni ali drugačni obliki. Se pravi, vseživljenjsko karierno orientacijo bomo peljali naprej, če že nič drugega, zaradi tega, ker imamo zakonsko podlago v Zakonu o urejanju trga dela, v katerim imamo to skrb za brezposelne in skrb za zaposlene, čeprav je v temelju to zakon za brezposelne osebe.
Kot ste sami ugotovili, je pa vseživljenjska karierna orientacija prisotna tudi v resoluciji nacionalnega programa izobraževanja odraslih in se prav tako pojavlja v letnih programih izobraževanja odraslih. Se pravi, z tega vidika ministrstvo jemlje zadevo se pravi kot pomembno in jo bomo peljali naprej. Vendar želimo pa najti sinergične učinke med prej naštetimi inštitucijami. Ko smo zadevo pisali za OP, smo iz tega vidika tudi gledali ciljne skupine. Vsaka od teh inštitucij pokriva določeno ciljno skupino ljudi. Govorimo o mladih, govorimo o odraslih, govorimo o brezposelnih, govorimo o zaposlenih, govorimo o netkih, govorimo o neaktivnih, imamo cel spekter je pokrit z vsemi temi inštitucijami, ki sem jih naštela. Se pravi, iščemo in projekti bojo nastavljeni sinergično. Se pravi, en pomaga drugemu in to je to. Hvala lepa. Še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vzela si bom malce več časa kot kolegica Irena. Upam, da mi to dovolite. Začela bom s tem, da finančna kriza, ki smo ji priča, povzroča ne samo velike razlike med bogatimi in revnimi, pač pa tudi ustvarja revščino, ustvarja strah, ustvarja razočaranje, tekmovalnost, neenakost in veliko napetosti. V tej dobi, ki ji rečemo doba informacijske tehnologije, imajo glavno vlogo ustvarjalnost, inovacije in tisti ljudje, ki imajo kompetence. Prav zato je ozaveščanje prebivalstva o pomenu učenja in svetovanje oziroma pomoč posameznikom in skupinam na poti do pridobivanja kompetenc ali priznavanja teh nujno. Ranljive skupine prebivalstva, to so zlasti manj izobraženi, brezposelni, starejši, invalidi in vsi drugi, obvezno potrebujejo svetovanje na področju izobraževanja. Pridružujem se kolegici Tanji, tako da pravim, da je temeljno poslanstvo svetovanja osebni razvoj posameznika, je to, da pripelje svetovanca do kompetence, izobrazbe, kvalifikacije ali zaposlitve, ter da prispeva k razvoju družbenega okolja, ki je učenju prijazno. Preden nadaljujem z mojim videnjem trenutne situacije, bi prebrala to, kar je zapisano v Beli knjigi. Citiram: Odraslim se zagotovi pravica do brezplačnega informiranja in svetovanja pred, med in po izobraževanju, in sicer na regionalni oziroma lokalni ravni in pri izvajalcih izobraževanja odraslih. Na ministrstvu zato dobro vemo, da se danes s svetovanjem in procesi priznavanja ukvarjajo vse organizacije za izobraževanje odraslih, saj brez te podporne dejavnosti delo strokovnih delavcev in organizatorjev izobraževanja, ki izvajajo različne programe, pravzaprav ni mogoče. To delo je treba priznati in na glas povedati, da je temu tako. Poudarjam, da je svetovanje ena temeljnih nalog, ki jo vsaka organizacija za izobraževanje odraslih izvaja. Zato bomo na ministrstvu še naprej priznavali izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle v vseh javnih izobraževalnih organizacijah. Saj vsaka drugačna razporeditev,
ki ne bi omogočala hitrega stika z svetovalcem, ni dovolj učinkovita. Svetovanje mora biti hitro in učinkovito, usmerjeno k posameznikom, k vsem tistim, ki pomoč oziroma informacije potrebujejo. Zdi se nam pomembna tudi krajevna in časovna dimenzija oziroma dostopnost. To je namreč pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitve za izobraževanje. Strokovnim delavcem, organizatorjem izobraževanja, ki svetovanje že izvajajo, je torej potrebno nuditi izpopolnjevanje, pri čemer je smiselno uvesti sodobne pristope in sodobne modele. Pridobivanje izkušenj pri izkušenih kolegih, samostojno učenje, uporaba e-gradiv, pri čemer seveda razvijamo tudi kakovost. Vendar druga veja, ki jo je pa potrebno omeniti in podpirati, pa je vloga informativno-svetovalne dejavnosti ISIO v konceptu vseživljenjske karierne orientacije. Poudarjamo in priznavamo, da smo v 15 letih vložili veliko sredstev, veliko naporov v razvoj različnih modelov svetovanja, ugotavljanja in vrednotenja znanja, žal nekateri med njimi niso zaživeli. Med modeli, ki so dobri, ki so odlični, tudi v svoji zasnovi, je model ISIO. Ta model je strokovno odlično voden. Na ministrstvu poudarjamo, da je potrebno model ISIO za ranljive skupine prebivalstva nadgrajevati in ohraniti, in sicer na regionalni ravni, tako kot je tudi v osnovi zasnovan. Svetovanje ISIO se po interpretaciji in po izhodiščih Andragoškega centra in tudi izvajalcev iz prakse umešča, torej se nekoliko razlikuje, sem hotela povedati, od tistega svetovanja, ki ga izvajajo vse izobraževalne organizacije. Zato, ker je drugačen, ker je kompleksnejši, smo ga tudi umestili v operativni program do leta 2020. Okrog umestitve modela ISIO oziroma poglobljene, širše, kompleksnejše svetovalne dejavnosti za odrasle je potekalo zelo trdo delo in pogajanje z Evropsko komisijo. Mi smo morali velikokrat ponovno in ponovno dokazovati in razlagati, da je poleg karierne orientacije, ki je bila prej predstavljena, torej nujno potrebno tudi še naprej izvajati svetovalno dejavnost ISIO za ranljive skupine. Zaenkrat je v operativnem programu tudi to vključeno. Sedaj pa še nekaj besed, kako pravzaprav sama vidim to bistveno razliko med svetovanjem, osnovnim svetovanjem, ki ga izvajajo vse izobraževalne organizacije, in med modelom ISIO. Še enkrat poudarjam, to naj bi bila kompleksnejša oblika svetovanja na regionalni ravni, vključuje tudi druge modele, ki so se razvili v okviru drugih projektov, izvaja učno in drugo pomoč posamezniku v sodelovanju z drugimi institucijami v lokalnem okolju, nudi pomoč v pripravah na pridobivanje kvalifikacij, vendar partnersko sodeluje v lokalnem okolju z posamezniki, ki delujejo v okviru drugih organizacij. Pomeni, da so svetovalci ISIO tudi tisti, ki lahko svetujejo drugim svetovalcem v ostalih organizacijah. Model ISIO tudi izvaja postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalnih znanj s poudarkom na splošnih kompetencah, kar smo uvedli v preteklem obdobju ob strokovnem vodenju Andragoškega centra. Model ISIO ima uveden model kakovosti in seveda zdi se nam pomembno, da ta model še naprej strokovno vodi in usmerja Andragoški center.
Ob boku vsemu pa se mi vendarle zdi, da je pomembno odpreti nekatere teme, ki so bile odprte že na samem uvodu, kaj nas še čaka v prihodnosti. Naj tudi sama še pridam nekaj misli. In sicer zdi se mi pomembna neodvisna evalvacija o tem, kako svetovanje, ki je do sedaj potekalo, sprejemajo uporabniki, druge izobraževalne organizacije in vključeni deležniki. Potrebno je narediti model še bolj razpoznaven in tudi potegniti bistvene razlike med posameznimi modeli svetovanja, da bodo ljudje, ki se vključujejo, tudi vedeli, kam in kako. Razmejiti je potrebno svetovanje tako, da ne bo prihajalo do prekrivanja in podvajanja sredstev. Odpraviti je potrebno vse tiste administrativne ovire, ki krnijo morda potreben čas za svetovalno delo, saj bodo sredstva, ki so namenjena v okviru operativnega programa, omejena in bodo usmerjena pravzaprav v predvidljive in vnaprej načrtovane izide. O akreditaciji bi se morda tudi dalo pogovarjati, razvijati je potrebno kakovost, da pa je model ISIO že sedaj zelo dobro sodeloval z ostalimi modeli, to vemo. Naj omenim samo CIPSE, ki so se sedaj reorganizirali, vendarle model ISIO je v nekaterih okoljih, kot mislim, da v Žalcu, pa še kje, zelo dobro sodeloval z Zavodom za zaposlovanje. Vsekakor pa naj zaključim s tem, da je potrebno razmišljati, kako naj se modeli ISIO morda postavijo v pozicijo, da postanejo čim manj odvisni od matičnih organizacij. V prihodnje pa seveda je potrebno usklajevati politike in skrbeti za to, da bodo vsa svetovanja v okviru nacionalne karierne orientacije, če želite, komplementarno delovali. Hvala lepa. Jaz bi se vsem zahvalil za vaše izčrpne odgovore in bi povabil zdaj še tukaj prisotne, da izkoriste možnost in delite z nami misel, postavite vprašanje. Moj prispevek ne bo vprašanje, ampak stališče. Ko sem prebral naslov teme, v katerem je del tega posveta, ima naslov Vseživljenjska karierna orientacija in svetovalno delo v izobraževanju odraslih, me to ni samo neprijetno zadelo, ampak me je dobesedno podžgalo pod nogami. Namreč pojem vseživljenjska karierna orientacija, ki ga postavljam kot spornega, o katerem sem že večkrat izrazil stališče, ki je bilo posredovano Ministrstvu za delo, Ministrstvu za izobraževanje, Zavodu za zaposlovanje in tudi Andragoško društvo Slovenije je naslovilo dopis stališči do tega izraza na te naslove. Ta izraz se je začel uveljavljati leta 2009 v Zavodu za zaposlovanje. Gospod Saša Niklanovič
In potem je bilo zaradi protestov sklenjeno, da bo o izrazu razpravljala posebna strokovna skupina, v kateri bodo predstavniki zaposlovanja in torej izobraževanja odraslih. Ta skupina je leta 2011 sprejela stališča, v njej so bili tudi pedagogi in andragogi, ki se ne skladajo s tem, kar je bilo prikazano v začetku, kakšen sklep je ta skupina sprejela. Ta skupina ni sprejela soglasnega sklepa, s katerim bi se strinjali, da je pojem vseživljenjska karierna orientacija strokovno sprejemljiv. Bila so ločena mnenja, zaposlovalci so držali bolj gospodom Niklanovičem, pedagogi in andragogi pa odločno temu nasprotovali. Mislim, da je potem Niklanovič potegnil iz tega, da je to pojem zožil na poklicno svetovanje in ga ni, torej, mislim v tem smislu, da ne deluje kot krovni pojem. Kariera ni sporna. Mogoče samo vprašljiv toliko, ali gre za osebno življenjsko kariero ali poklicno. Če rečemo karierna orientacija, ne vemo, zakaj gre, ampak v redu. Orientacija je po pravopisu ugotavljanje lege položaja glede na kako točko ali smer. To je izrazito pasiven izraz, orientacija, torej ugotavljanje točke, na kateri smo, neoseben, ne odraža odnosa med svetovalcem in svetovancem, ni pozitivno naravnan k razvoju človekove osebne in poklicne poti. Orientirati je, pomeni naravnavati, usmerjati pot. Orientirati je izrazito direktivni izraz. Naravnavamo, usmerjamo pot. V svetovalnem delu, ki ga v Sloveniji razvijamo od leta 1981 na Filozofski fakulteti, je bistveni poudarek na tem, da svetovalno delo, osebni kontakt med svetovalcem in svetovancem in da je bolj učinkovit, če je nedirektiven. Skratka, če mi pripravimo svetovanca na to, da sprejema svoje odločitve, ne da mu mi ukazujemo ali da ga usmerjamo. Skratka, v tem smislu je izraz nerazumljivo, zakaj se je uporabil pri poklicnem svetovanju. Govori se, oziroma se sklicujejo avtorji tega izraza na to, da izhajajo iz evropskega projekta, katerega naslov je European Guidance and Counseling Research Forum. Guidance and counseling ni orientacija. To je osebno vodenje. V svetovalnem delu ga opredeljujemo kot najširše vodenje, ki vključuje svetovanje, informiranje, nasvetovanje in ukrepanje. Skratka, je zelo aktiven izraz. Zato se tudi v Andragoškem centru, ki razvija svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, govori o informativni svetovalni dejavnosti. Vseživljenjska karierna orientacija je čisto enostavno mogoče izraziti besedami vodenje razvoja poklicne poti. Lahko skozi vse življenje ali kakorkoli. Mislim, pustimo zdaj to, lahko je tudi vseživljenjsko vodenje razvoja poklicne poti. Mislim, da se ljudje bojijo dolgih izrazov nekega projekta ali ustanove. To ni nič narobe. Narobe je, če upravimo izraz, ki je kratek, pa je nesprejemljiv. Potem se iz tega izvaja še druge pojme. Karierni center. To je središče za razvoj poklicne poti ali osebne poklicne poti. To so slovenski izrazi, naši, izvirajo iz naše kulture. Orientacija je izraz francoskega izvora, ki pri nas ni doma v naši kulturi.
Pri nas je doma izraz guidance and counseling, guidance, vodenje. Mi se sklicujemo na angleške izraze. Ta orientacija je, vem odkot prišla, iz bivše Jugoslavije, kjer je bila profesionalna orientacija in mislim, da je kolega Niklanovič to enostavno povzel, oziroma mu je ta izraz bil všeč. Potem je pa izraz, ki je nagraužen. Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo. Nemogoče. Mislim, po mojem, za moj vkus, je to grdo spakovanje iz izrazov. To je nacionalni urad, recimo, za usklajevanje vodenja poklicne poti. Lahko skozi vse življenje. Ali pa nacionalni urad za vseživljenjsko usklajevanje vodenja poklicne poti. Andragoško svetovalno delo je pojem, ki je teoretično kar razdelan. Vemo, kaj je. In to je pojem, ki je kroven pojem. Svetovalno delo je kroven pojem. Orientacija ni krovni pojem. Ne more biti. Svetovalno delo je krovni pojem, ki vključuje informiranje, svetovanje in tako na področju izobraževanja odraslih. Pri svetovanju za izobraževanje odraslih pa se ne moremo izogniti, da vplivamo na razvoj poklicne poti. Ne moremo se temu izogniti. Mi imamo v svetovalnem delu teste, ki pripeljejo do tega, da se posameznik najde kot osebnost in poveže to osebnost z nekim poklicnim področjem, ki si ga želi. Imamo računalniške programe, ki delajo to, ki pripeljejo. Ne bom kratek, ker ste bili vsi drugi dolgi. Sem ni treba, prosim, čisto detajle, toliko, da srž, da se fokusiramo. V glavnem sem končal. Mislim, da se mi spakujemo tu iz izrazov. Na naše reakcije iz Andragoškega društva Slovenije ni bilo nobenega odgovora, ni bilo odziva, nihče ni odgovoril. Nosilka predmeta svetovalno delo na Filozofski fakulteti je bilo ponujeno sodelovanje v pripravi knjige, publikacije Vseživljenjska karierna orientacija. Odklonila je sodelovanje. Tudi v skupini je odklanjala sprejem tega izraza. In tudi drugi iz Filozofske fakultete so ta izraz odklonili. Tako da, tu imamo opravka z neko zadevo, ki se je zdaj že toliko nevarno ustalila, se je že vnaša v akte, mogoče že v kakšen zakon, v področja, v naslove ustanov. To je stvar, ki je brez konsenza, brez strokovnega soglasja andragoške stroke prišla v prakso in se v tej praksi že nevarno uveljavlja. In ko se enkrat izraz uveljavi, ga je težko odpraviti. Zdaj bi vas prosil na koncu samo še za eno aktivno sodelovanje, konkretno. Kdo se ne strinja z mojimi stališči, naj dvigne roko, prosim. Jaz ne vem, če je tukaj prostor za to glasovanje, bi se pa definitivno jaz na kratko odzval. Prosim? Pa drugače rečemo. No, zaradi mene lahko tudi glasujete. Mislim, ni pa to nekako v programu. Jaz sem postavil prostor za vprašanja in mnenja, ne pa za glasovanje. Tudi na programu ni glasovanje predvideno. Bom se dotaknil vsebine tudi, ampak samo kar se tiče postopka. Lahko poveste pač mnenja, to je posvet, ni pa to, bom rekel, skupina, kjer se glasuje o ne vem čem. Ne želite videti, kakšen bi bil rezultat? Lahko, zaradi mene lahko tudi glasujete. Mene sicer veseli, da je dr. Jelenc to izpostavil, ker, kot sem jaz že na začetku sam omenil, so terminološke zagate ravno simptom tega, da znanstveno in raziskovalna dejavnost na tem področju ni nekako na akademskem nivoju in se potem pač na tej ravni, dokjer imamo jasno razvito
razpravlja. Zdaj jaz bi mogoče obok samo temu povedal, da je konec koncev v veljavi izraz guidance že zelo, zelo dolgo in se nihče ne ukvarja s tem, ali ga je treba preimenovati ali ne. Omenil sem mednarodno organizacijo za karierno orientacijo oziroma svetovalno dejavnost, kakorkoli jo želimo imenovati, European Association for Educational and Vocational Guidance, ki ima nespremenjeno ime od leta 1963. Omenili ste tudi izraz profesionalna orientacija iz bivše Jugoslavije. Kolegi Hrvati to po novem imenujejo profesionalno usmerjavanje. Tako da je tukaj diapazon zelo velik, jezik je zelo živ, predvsem bi se pa jaz ogradil od nekak vrednostnih sodb, ali je nek izraz grd ali ni grd. Skratka, zadeva je živa in jaz mislim, da pač zaenkrat je tukaj situacija takšna, kot je. Mogoče, da ne bi zdaj samo pri terminologiji ostali, bi vseeno rekla, da verjetno bi Zoran večina dvigalna roko, ampak da želimo nekako to razpravo tako peljati, da iščemo te sinergije in da tudi puščamo odprto polje, zato ker je Miha rekel, da se ta nacionalna skupina tudi s temi vprašanji ukvarja in lahko ti rečem, da z področja izobraževanja odraslih ves čas to zagovarjamo, to specifiko, drugo poimenovanje in da smo slišani in smo upoštevani in je v andragoškem slovarčku vse naše izrazoslovje za vso specifiko, andragoško svetovalno delo, svetovalna dejavnost in da bi bolj šli v tej smeri iskanja tega dialoga naprej. Tudi smo dosegli konsens, da se knjižica ne bo imenovala vseživljenjska karierna orientacija, ampak ravno v tem duhu načrtovanja in razvoja kariere in tudi s tem zavedanjem, da to ni vsa pestrost tistega svetovalnega dela, ki ga izvajamo v izobraževanju odraslih. Tako da bi nekako dala to pobudo, da je to polje za ta pogovor v tej skupini in da vsekakor pa verjetno, da se kdaj tudi vključi, tako kot pa mogoče res smo malo spregledali, tudi predstavnike andragoškega društva v to razpravo. Zdaj bom jaz rekla tako z vidika moje vloge, ker sem članica v tej nacionalni skupini. Bi bilo pa dobro, da ta čas, ki je še skop, namenimo vsebini te dejavnosti. Kaj je tisto, kar mogoče še nismo izpostavili, kaj je tisto, kar mogoče nam želite vi sporočiti, da moramo upoštevati, kaj je prav, kaj je tisto, kar so pravi cilji, kaj mogoče še manjka. Moram dve stvari ugovarjati. Dialoga tu ni, ker vse kritična stališča o tem izrazu karierna orientacija niso bile, na to ni bilo odgovorjeno od kompetentnih oseb oziroma ministrstv. Drugo, guidance je daleč od pojma orientacija. Zakaj so prevajali guidance v orientacijo, meni ni jasno. Ampak to ni to. Guidance je eno celovito, široko vodenje, osebno vodenje. Orientacija pa. V imenu te organizacije v francoski verziji ta izraz, ki ste ga vi tudi uporabili, da se ga v Franciji uporablja, orientation professionnelle. Kako se zdaj to prevaja, ne bom šel v detalj. Moja poanta je bila ta, da je to ime nespremenjeno od leta 1963, ne glede na to, da se je v tem času narava teh dejavnosti zagotovo spreminjala. In tle pa mislim, da se strinjamo. Lepo bi prosil, če bi mogoče še kakšno temo odprli, da se ne bi zataknili samo na terminološkem polju. Slišali ste izzive, slišali ste dosežke, slišali ste načrte. Imate še kaj za dodati? Ja, jaz bi se oglasila, če dovolite. Meni je sicer ta razprava o rabi terminov sicer tudi všeč, pa mi je sedla, ker se mi zdi, da, pa bom sam še ta stavek dodala, če dovolite,
da včasih v brzini in ambicijah urejanja področij mogoče pozabimo ozadja. In se mi zdi, da je pravzaprav na mestu, da se včasih ustavimo in pogledamo več zornih kotov. Tako da ta vložek se mi je zdel na mestu in jaz mislim, da bo skupina modro postopala takrat, ko bo razpravljala naprej. To se mi zdi doprinos k debati. Imam pa jaz pravzaprav eno, ne vem, naše skupno vprašanje, pa zdaj ni rečeno, da ga bomo zdajle rešili, ampak za naprej oziroma za načrtovanje, bomo rekli, prihajajočih časov, se mi zdi velik izziv, kako pravzaprav vsa ta področja, zdaj kakorkoli jih že imenujemo, ali je to načrtovanje poklicne poti, ali je načrtovanje osebne rasti, ali je to seveda celostni pristop, ali je z različnih, bom rekla, resorjev ali pa različnih služb malce drugačen, različen. Kako vse to dobro organizirati na ravni tako stroke, kot seveda organizacije in financerja. Ali pa financerjev, no, bomo tukaj kar množino uporabili. Meni je pravzaprav takole v mednarodnem prostoru, vam bom povedala, všeč ali pa sedel na tej ravni en model, ki ga uporablja Danska, pa ga verjetno kdo od vas zelo dobro pozna, kjer imajo sklenjen krog, mrežo deležnikov na področju izobraževanja odraslih, kamor seveda vstopajo v različnih segmentih različni akterji in opravljajo vsak kos svoje dejavnosti in vsi ti akterji takrat, ko dobijo posameznika v obravnavo, no zdaj sem uporabljal tak tehničen izraz, Zoran oprosti, takrat se seveda oni vprašajo, kaj lahko za njega postorijo in kateri je naslednji korak oziroma naslednja inštitucija, ki bo prevzela tega posameznika, da mu bo dopolnila tisti kos, ki ga ta del te inštitucije ne more opraviti. In oni imajo napravljeno nacionalno shemo. Jaz si želim, da bi na tej ravni tudi pri nas zelo dobro vedeli vsi akterji, kdaj je to njihov kos pogače in posla in kdaj pravzaprav je pomembno, da tega posameznika napotijo nekomu drugemu oziroma neki drugi strokovni službi. Hvala lepa. Hvala za mnenje, vprašanje. Mogoče samo kratka replika. Ravno to je bistvo te skupine 13 kolegov, kjer smo zastopani zavode in ministrstva, da se dejansko točno o tej zadevi dogovorimo. Če ni več vprašanj, hvala lepa in hvala vsem, ki ste z mano sodelovali tukaj. Tako, prebili smo se skozi vsebinsko zelo bogat program. Hvala vsem, ki ste ga soustvarjali. Od nas, Andragoškega centra Slovenije, lahko pričakujete še že tradicionalne utrinke. Utrinke z prejšnjih letnih posvetov si lahko ogledate na spletni strani. In preostane mi samo še to, da vam zaželim srečno pot domov, srečno obdobje, ki nas loči do prestopa v novo leto in seveda vse dobro v luči tega, kar smo danes slišali, naj se izteče kar se da dobro. Hvala lepa in lahko noč.